Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Tokratni pregled začenjamo v Novem mestu. Prostorski načrt na Novem trgu, kjer je urejeno začasno peščeno parkirišče, opredeljuje gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. Prejšnji mesec je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije na natečaju izbrala zmagovalno rešitev. To je rešitev ekipe avtorjev iz ljubljanskega biroja Arhitekti Počivašek Petranović. Skladno z izbrano rešitvijo naj bi na tem območju zgradili dva bloka, ki sta v parterju povezana. V pritličju je predviden poslovno-trgovski prostor, v 4 nadstropjih stanovanja, v 2 kletnih garažah pa parkirišča, od tega naj bi jih bilo vsaj 60 namenjenih javni rabi. Ključni del tega projekta je, da se ureja celotno območje, od stavbe kulturnega centra Janeza Trdine do stavbe na Novem trgu, obstoječe do Zajdlove ceste, do križišča za Rozmanovo, tako da je celo območje v obravnavi, celo se ureja. Tukaj gre tudi za del parcele mestne občine, del parcele torej investitorja Trgograd. Pozidavi na omenjenem območju pa niso naklonjeni v društvu Novo mesto. Tukaj imamo dva pomembna objekta, eno je staro okrajno glavarstvo, v katerem je danes občina, in drugo je kulturni dom Janeza Trdina. Oba potrebujeta pred sabo prazen oziroma zazelen prostor, sicer bi izgubila svoj arhitekturni in urbanistični pomen. Poleg tega, dodaja, je park pred kulturnim centrom, poleg tistega pri gradu Grm, edini mestni park in ga je vredno ohraniti. Kot pojasnjuje predsednik urbanističnega sveta v novomeški občini, pa bodo s projektom prišli do dovolj ozelenjene urbane ploščadi. Povsod, kjer bo spodaj garaža, bo seveda malo manj zelenja, ampak so projektanti to razrešili tako, da so ponekod teren dvignili v nekakšne take dvignjene dele, kjer se bo dalo zasaditi tudi višja drevesa, visoko rasla. Povsod, kjer pa garaže spodaj ni, in to je predvsem v območju pred kulturnim centrom in proti križišču, pa bodo gostejše, večje zasaditve. V društvu Novo mesto pa menijo, da bo po pozidavi ostala le urbana ploščad z nekaj drevesi. Septembra zato načrtujejo okroglo mizo. Če bodo le zdravstvene razmere oziroma epidemiološke to dopuščale, in pa šli bomo v podpisovanje spletne peticije. To podpisovanje spletne peticije bo svojevrstni referendum med novomeščankami in novomeščani. Računamo na veliko udeležbo, bomo seveda dovolj zgodaj in obširno objavili to našo namero. Občina bi morala že po svoji funkciji preveriti javni interes glede usode tega območja, a tega ni storila, še pojasnjuje. Kakšnih vsebin si na tem prostoru želijo, smo vprašali naključne mimoidoče. Če bojo ta stavbo postavili, boš manj prostora. Kje se boš pa kje na tem Novem mestu? Nekjer. Vsak park, ki obstoja, mora ostati, pa še kakšnega novega lahko zasadijo in naredijo. To se pravi, tukaj, kaj je toliko avtomobilov, bi lahko kakšen drevo še posadili. Meni bi bilo bolj lepo, da bi bilo tu travca, pa da bi bilo lepo klopi. Spomnimo, v stavbi na Novem trgu 6 sta nekoč poslovali novomeška občina in upravna enota. Potem, ko so propadajočo stavbo leta 2016 podrli, pa so tam začasno uredili parkirišče. Na Šrangi v Mirnopeški občini je v polnem teku širitev in nadgradnja čistilne naprave. Po zaključku 225 tisočakov vredne naložbe, v celoti financirane iz občinske blagajne, bo čistilna naprava zmogljiva za 250 populacijskih enot. Čistilno napravo na Šrangi so zgradili že leta 2007, a je zaradi priseljevanja v to novo naselje postala preobremenjena. Kot pojasnjuje tamkajšnji župan, so bile njene kapacitete presežene za skoraj 30% in ker je za gradnjo novih stanovanj in hiš na voljo še približno 2 hektara, je padla odločitev za njeno dograditev. Tako da smo skupaj z Komunalo Novo mesto in podjetja Macer pristopili k posodobitvi, in sicer na tak način, da bo čistilna naprava funkcionira in se istočasno dograjuje. Izvedli smo projekt, potem razpisali razpis, komunalne gradnje Grosuplje je bilo izbran kot izvajalec. In zdaj so dela že en mesec v polnem teku. Kar nekaj je bilo pripravljalnih del, da čistilna naprava med gradnjo nemoteno deluje. Pripravilo se je dodatno širitev zemljišča, ki je potrebna za novo čistilno napravo. Izgradil se je plato, plošče se je ponovno zgradila, sedaj poteka montaža teh gradbenih del oziroma posameznih elementov, ki so potrebni za čistilno napravo, kar se tiče gradbeništva.
Inštalacije bodo pa nekje pripravljene, kajti dobavni rok je malo daljši, v mesecu septembru, takrat se bo tudi zadeva približno v septembru, novembru tudi zaključila. Po končanih delih bo objekt v upravljanje prevzela novomeška komunala. Skratka, komunala tukaj izvaja vodenje investicije in pa tudi gradbeni nadzor. Dela ugotavljamo, da potekajo po dokumentaciji skladno s terminskim planom in pričakujemo, da tudi zaključimo brez nekih težav do konca gradnje, do konca oktobra letošnjega leta. Z nadgradnjo čistilne naprave na Šrangi bodo prispevali k bolj čistemu okolju, je sicer prepričan župan, jih pa v prihodnje čaka še kar nekaj dela. Sedaj imamo 3 čistilne naprave, ki pokrivajo nekaj preko 50% celotnega področja, imamo pa še kar veliko področje, ki bi po naših ocenah lahko bilo izgrajeno kot aglomeracija oziroma javne vode in da bi jih večji del pripeljali na našo osrednjo čistilno napravo v Mirni Peči. Ravno sedaj smo tudi naročili projektiranje za ta del aglomeracij, kjer kanali še niso zgrajeni. Sicer pa razmišljajo, da bi sedanjo čistilno napravo razširili na 4000 populacijskih enot, a zato bodo potrebna kohezijska sredstva. Kot dodaja župan, upajo, da bo v novi finančni perspektivi na voljo denar tudi za manjše čistilne naprave. Komunalno opremljajo tudi v Ivanški občini, kjer nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega sistema v Stični. Za izgradnjo 5. faze so v sredo podpisali pogodbo z grosupeljskim podjetjem Komunalne gradnje in javnim komunalnim podjetjem Grosuplje. Rok za zaključek del je konec leta 2020. Nato občino čaka še 6. oziroma zadnja faza, da bo ta dolenjski kraj v celoti opremljen s kanalizacijskim omrežjem. €500 000 vredno naložbo bodo v celoti financirali iz občinske blagajne in sicer z pomočjo sredstev, ki pa jih država daje za investicije v okviru financiranja občin. Ravno zadostovala bodo za pokritje teh obveznosti, ki smo jih danes podpisali s pogodbo. V sklopu 5. faze bodo zgradili 750 metrov fekalne in 500 metrov meteorne kanalizacije. Gre se za dosti zahteven projekt, ker je zahtevna kamenina, malo prostora. Se bomo potrudili, da bo projekt tudi kvalitetno izveden. Normalno je, da izkušnje tudi nekaj naredijo, in naši fantje so dejansko izkušeni na tem področju. To pa pomeni, da lahko tudi neke težave predvidimo, ki se bodo zgodile in dejansko pravilno tudi odreagiramo na to. V sklopu projekta bodo torej uredili tudi meteorno odvodnjavanje. Zadnji nalivi so namreč potrdili, da večje količine padavin v tem delu Stične povzročajo velike težave. Že ta del kanalizacijskega sistema, ki ga bomo zdaj gradili, daje pozornost tudi na meteorne vode in seveda tudi na zamenjavo vodovodnih cevi, tako da bomo naredili kompletno prenovo, na koncu seveda z preplastitvijo cest, po katerih bo to potekalo. Kot dodaja, bo 5. fazi sledila še 6., v sklopu katere bodo komunalno uredili med padavinami najbolj prizadet del Stične. Tam še ni kanalizacije in bomo po hitrem postopku oziroma pospešili pripravo dokumentacije in pa se z državo dogovorili, da uredi tudi vodotok. Po izgradnji bo komunalno infrastrukture v upravljanje prevzela Grosupeljska komunala, ki je izvajalka vseh obveznih javnih gospodarskih služb v Ivanški občini. V okviru tega seveda tudi upravljamo z celotnim kanalizacijskim omrežjem, z vsemi 3 čistilnimi napravami na tem območju. Sodelujemo pri nastajanju novih projektov, tako na področju vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja in tudi druge. V organizacijski strukturi pa imamo seveda tudi gradbeni inženiring in pa gradbeno operativo. Zato se manjših projektov lotevajo sami, pri večjih pa večinoma sodelujejo s komunalnimi gradnjami. V Ivanški občini so združili moči že pri izgradnji kanalizacijskega omrežja v Višnji Gori in vodovoda na Leskovški planoti.
Čeprav v Kostanjevici zaradi manjšega števila občanov od predpisanih 3000 prebivalcev niso bili zavezani k ureditvi zbirno-reciklažnega centra, se je občina lotila njegove izgradnje v neposredni bližini tamkajšnje čistilne naprave. Center bo zaživel že v kratkem. Na razpisu za izgradnjo zbirno-reciklažnega centra je bila izbrana brežiška komunala. Gradbena dela zanje je poskrbel podizvajalec, so tik pred koncem. Moram povedati, da se je v zaključni fazi. Treba je še v glavnem ta infrastruktura, kot so ti lovilci, odvodnjavanje narejeno. Pripravljeno je za asfaltažo, potem pa samo oprema. Tako da nekje v 14 dneh bo tudi ta center zaživel. Zbirno-reciklažni center bo, tako kot za vsako lokalno skupnost, velika pridobitev. Za nas, ker smo dokaj oddaljeni in od Krškega in drugih takih centrov, veste, da moraš vsak domačin potem te odpadke voziti v Krško na deponijo Kostaka. Zdaj bojo imeli vsi občani možnost to zapeljati na deponijo in očakujem, da bo tudi v okolici veliko manj potem teh odpadkov, ki se ljudje pač nekako hočejo znebiti. Delovni čas zbirno-reciklažnega centra je okvirno že znan. Ja, zamišljeno imamo, da bi bil 2krat tedensko odprt, predvsem bolj v popoldanskih urah. Kak bo pa točen sistem, bomo pa dogovorili. Gradbena dela bodo po besedah župana stala dobrih 50 000 evrov. Število otrok, ki so v sevniški občini vključeni v sistem predšolske vzgoje, se povečuje. Zato bodo v kratkem stekla dela za dozidavo tamkajšnjega vrtca Ciciban. Obstoječa stavba ima 14 oddelkov, v prihodnjem letu bodo z dozidavo pridobili 3 nove. V občini se je v zadnjem desetletju število otrok vključenih v vrtce povečalo za kar četrtino. Na občini trend povečevanja vključevanja otrok v predšolsko vzgojo budno spremljajo in iščejo rešitve za prostorske in kadrovske izzive, ki ob tem nastajajo. Cilj, pa tudi naš cilj občinski je 95% otrok. Ta trenutek smo preko 85% otrok je vključenih v predšolsko vzgojo, tako da imamo precej natančno oceno, koliko kapacitet še potrebujemo, vendar teh 10% otrok, ki še niso vključenih, nekako ocenjujemo, da se bo v nekaj letih dodatno vključili, tako da bomo primerno sledili tej dinamiki z investicijami, ki so potrebno. Kot pravi direktorica vrtca Ciciban, bodo imeli letos v vrtec vpisanih 489 otrok, kljub temu pa jim bo za 47 otrok prostora zmanjkalo. Trenutno potekajo postopki za odpiranje 28. oddelka v enoti Loka. To pomeni, da bomo sprejeli dodatnih 14 otrok, vendar bo kljub temu ostalo še 30 staršev brez varstva za svojega malčka. Gre za otroke, ki se bodo v vrtec vključevali med šolskim letom. Predvidena dozidava je zasnovana kot pritličen objekt z ravno streho, na kateri je predvidena igralna terasa. Gre za popolnoma ločen del. Vrtec žal izgubi nekaj zelenih površin, vendar je potreba tako velika, da je tam najbolj bila izvedljiva ta dozidava, da izpolnimo te potrebe. Nov prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. Pridobili bomo 3 nove igralnice prvega starostnega obdobja. Vse igralnice bodo imele svoje terase, tako da na nek način bodo lahko tudi zunaj. Je res, da bomo pozidali igrišče, vendar to ne pomeni, da bodo otroci kakorkoli prikrajšani, ker imamo zunanjih površin dovolj. Koristimo se vseh objektov in površin v občini. V novem prizidku bodo še 3 garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Pogodbena vrednost projekta je nekaj več kot 887 000 evrov, dela pa bodo predvidoma zaključena v prvi polovici prihodnjega leta.
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki upravlja z državno cesto skozi Mirno, izbirajo izvajalca del za ponovno vzpostavitev varnejšega prometnega režima za udeležence v prometu skozi ožji del naselja. Kot smo že poročali, je spomladi odstranitev prehodov za pešce, ki niso bili skladni s pravilnikom o varnosti v cestnem prometu, dvignila nemalo prahu. Krajani namreč menijo, da je cesta v takšnem stanju za pešce nevarnejša. Enostavno nimaš kam iti čez cesto, da ne narediš prekršek. Ne tukaj, ne pri banki, ta dva prehoda so ukinili. Moraš pa fejst merkati, največ je pa problem zaradi šolskih otrok, ki hodijo čez cesto, in je to ena velika katastrofa. Nevarnosti se zavedajo tudi na občini Mirna, zato so problem naslovili na Direkcijo za infrastrukturo. In očitno je pobuda za vzpostavitev varnejšega prometnega režima padla na plodna tla. Pred nekaj dnevi, ko smo bili na sestanku na sedežu direkciji pri gospe Hergi, je bilo obljubljeno, da bodo dela izvedena v mesecu avgustu ali septembru, oziroma najpozneje pozno v jeseni. Za 3 ukinjene prehode za pešce je bil narejen prometni elaborat, potrdila ga je tudi skupina strokovnjakov, pojasnjuje Velečič. Vzpostavili se nazaj prehodi na mestih pri banki, pri gostilni oziroma pizzeriji Karmen, v križišču 2 regionalnih cest pri bivši gostilni Kolenc pa bo nekoliko drugačna prometna ureditev z označbami, kajti na tem mestu ni možno po pravilniku vzpostaviti peš prehoda, da bi ustrezal pravilom stroke oziroma varnosti. Bo pa zagotovljeno, da bo za pešce posebej označena površina in na tem mestu se bo lahko tudi prečkalo križišče obeh cest. Pred novimi označbami bodo državno cesto sanirali. Kajti vozišče je v takem stanju, da je precej uničeno, na mestu razpokano, poškodovano in bodo izvajalci najprej sanirali vozišče, na kar bo sledila obnova talnih in vertikalnih označb. Sicer pa bo do začetka septembra pestro na občinskih cestah. V naslednjih dneh bodo namreč stekla dela na 9 odsekih. Najdaljšega, gre za del lokalne ceste nad Zabrdjem, bodo sanirali, 4 makadamske odseke asfaltirali, ostalo pa predstavljajo manjše sanacije. Dela so vredna 75 tisočakov, od tega je 90% nepovratnih državnih sredstev. Slovenska vojska se je že januarja odzvala prošnji policije in začela urejati makadamske javne poti ob Kolpi v črnomaljski občini, ki jih naši varnostni organi uporabljajo pri varovanju državne meje. V začetku junija so se svojimi inženirskimi enotami lotili popravila dotrajanih poti na območju Žuničev. Do sedaj je inženirska enota Slovenske vojske na območju črnomaljske občine obnovila kar nekaj kilometrov dotrajanih cest oziroma poti. In sicer na območju Radencev, Otoka, Ribelj, Vukovcev, Podklanca, Preloke. No, sedaj se nahajamo na komunikaciji od vasi Žuniči proti Ladešič Dragi. Kot smo lahko opazili, so mnoge makadamske javne poti, ki so speljane ob Kolpi, težko prevozne in v slabih vremenskih razmerah lahko tudi nevarne. S tem, ko policija patruljira po slabih cestah, jih še dodatno uničuje. Uničuje pa tudi službene avtomobile. Ja, te poti so bile v dokaj slabem stanju, so bile v glavnem kolovozi in pa poljske poti, katere smo potem razširili za velikost uporabe civilnih vozil in tudi manjših tovornih vozil. Tako da se lahko dostopa zdaj za potrebe policije in pa vojske za varovanje državne meje. Gramoz za popravilo poti je prispevala črnomaljska občina iz občinskega proračuna. Za rekonstrukcijo dotrajanih cest na celotnem območju ob Kolpi so namenili 5000 kubičnih metrov gramoza, za kar bodo morali odšteti približno 40 000 evrov. Dovoz gramoza iz 2 kamnolomov in ostala dela pa vojska financira iz lastnih sredstev. In kako poteka obnova? Po predhodnem ogledu in ustrezni izbiri tehnike pričnemo z razširitvijo obstoječih poti, se pravi odstranitev odvečne zemlje, razširitev, ureditev brežin in seveda v nadaljevanju navoz in poravnava tampona, ustreznega materiala,
kasneje zadevo utrdimo in dejansko bo pripravljena za uporabo. Obnovljene dovozne poti ob Kolpi bodo v prvi vrsti namenjene civilni policiji in vojski pri njihovih vsakodnevnih obhodih državne meje. Vsekakor pa bodo v veliki meri olajšale dostop domačinom, ki živijo na tem območju. Zato je njihov odziv, tako Strašek, dober. Na določenih odsekih so tudi sami domačini poprijeli za delo in pomagali pri čiščenju rastja, pač pri urejanju teh cest in poti. Tudi dobro sodelujemo z lokalnimi predstavniki in sploh ni problema pri teh aktivnostih. Dela bo inženirska enota Slovenske vojske izvajala predvidoma do konca septembra. Metliško mestno kopališče je nekoč imelo sloves enega najlepše urejenih mestnih kopališč ob reki Kolpi. Zaradi različnih dejavnikov, med katerimi je tudi plitva struga, že desetletja bolj kot ne sameva. V prihodnjem tednu pa naj bi se vendarle začela dela, s katerimi bodo očistili in poglobili brežino ter strugo te mejne reke. Starejši Metličani se še dobro spominjajo lepo urejenega kopališča v senci mogočnih dreves, ki je imelo celo kabine za preoblačanje, igrišča za odbojko, mali nogomet in metliški tenis. Z osamosvojitvijo je prišlo do lastninjenja, reka je postala državna meja med Slovenijo in Hrvaško in pozneje še zunanja meja Evropske unije, kopališče je samevalo. Pred slabim desetletjem so ga na pobudo turističnega društva Vigret uredili, postavili igrala, klopi in igrišča, saj so si, tako kot mnogi Metličani, želeli, da bi mesto spet imelo urejeno kopališče kot nekoč. Zato si prizadevajo tudi na občini. In zakaj je trajalo tako dolgo časa, da so začeli z deli? Projekt smo pripravljali že praktično 1 desetletje, zelo dolg čas. Nažalost nismo nikakor mogli priti do soglasja z Agencije za vode Republike Slovenije, ki je pa čakalo soglasje hrvaških vod. Zato so se odločili, da se vendarle lotijo čiščenja oziroma poglobitve struge, vendar v manjšem obsegu. V del, ki je samo na slovenski strani, skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje oziroma oddelkom za vode peljemo to projekt. Na pomisleke, ali je smiselno strugo poglabljati zgolj na slovenski strani in kaj je razlog, da se niso mogli dogovoriti s Hrvati, župan odgovarja. Ne, nažalost, mi na lokalnem nivoju smo se dogovorili, ko je bilo pa potrebno dati soglasje iz državnega nivoja na Hrvaškem, pa tega soglasja ni bilo. Ampak tudi sama reka Kolpa teče tako, da je glavni del struge na hrvaški strani, sedline pa pušča na slovenski strani. Da že s tem, ko bomo mi očistili tih 400 metrov brega na slovenski strani, bomo naredili kar veliko delo, vendar bo treba to vzdrževati potem tudi v naslednjih letih. Vzdrževanje bo upravljala občina v sodelovanju z Direkcijo za vode. Dela so ocenjena na 110.000 evrov, od tega bo 60% denarja prispevala država, ostalo občina. V prvi fazi del, ki se bodo začele te dni in bodo trajale dober mesec, bodo očistili ter poglobili slovenski del struge v dolžini 400 metrov, uredili pa bodo tudi brežine Kolpe. Vse z upanjem, da bi metliško kopališče znova zaživelo kot nekoč. Za konec pa še na domačijo Rezelj na dvoru pri Žužemberku, kjer ste si lahko do včeraj ogledali v okviru 9 dvorskih likovnih dni nastala umetniška dela. Od ponedeljka pa vse do včeraj je ustvarjalo 11 udeležencev, nastalo pa je okoli 20 umetniških del. Na Rezljevo domačijo, na kateri so pripravili že 9. srečanje likovnikov, smo se odpravili dopoldne, ko so udeleženci zaključevali svoja dela. Pri ustvarjanju smo zmotili mlado akademsko slikarko Kajo Urh, ki se je likovne kolonije na dvoru udeležila prvič. Svojo motiviko črpam s spleta, nekako te fotografije manipuliram, čeprav v tem primeru zgolj vizualno, v nekih drugih primerih pa več fotografij združujem skupaj in naredim spet neko novo manipulacijo iz tega.
Kar počnem na tej koloniji, je to, da si vzamem isti motiv in ga dvakrat naslikam. Letos sta bila na koloniji tudi fotograf in mozaicist. Rezultat slednjega je sodobni mozaik, ki poseže v tridimenzionalno formo, sestavlja pa ga okoli 50 različnih materialov. Sledim filozofiji, da v duhu sodobnega časa uporabljam degradirane materiale, ki jih kombiniram z ročno kuhanimi tradicionalnimi mozačnimi materiali. In uporabljam tudi materiale, ki so tudi v duhu reciklaže neuporabni, torej strjen katran, zavrženi materiali, in dam neko ponovno življenje in jih v tej zgodbi mozaični potem popeljem, da tudi oni zaživijo in povejo še nekaj novega tudi naprej. Letos, ko so zaradi koronavirusa marsikatero prireditev odpovedali, prestavili ali izvedli v manjšem obsegu, so se v strokovnem odboru odločili, da dvorske likovne dni vseeno izpeljajo. Strokovni odbor je imel 3 variante delovanja, tako bom rekel. Ena je bila pač, da izpeljamo z mednarodno udeležbo, druga pač samo s slovenskimi ustvarjalci oziroma ustvarjalci, ki delujejo na slovenskem področju. Tretja je bila pa odpoved oziroma virtualna razstava. Odločili smo se za drugo varianto in smo izpeljali to zadevo. Kolonije so se udeležili umetniki različnih generacij, ki prisegajo na različne tehnike, sloge in interpretacije ter izbirajo različne motive, nam je zaupala strokovna spremljevalka dvorskih likovnih dni, sicer pa umetnostna zgodovinarka. Pa vendarle lahko ob enem takem pogledu na dela, ki so v tem tednu tukaj nastajala, vidimo, da gre za izjemno senzibilne ustvarjalce, ki so ob že zastavljenih avtorskih poteh vendarle našli tudi pot do tega kraja in ga začutili v vsej polnosti. Ob tej priložnosti so izdali tudi katalog, v katerem so letošnji udeleženci podrobneje predstavljeni. To je bil pregled novic 1. avgustovskega tedna, z vami pa bomo seveda tudi v prihodnje. Želimo vam prijetno nedeljo.